Lep pozdrav vsem. Nejasnosti v zvezi z vlogo in delovanjem predsednika vlade pri poslovanju podjetja Star Solar kar kličejo po razjasnitvi in zato želimo v Novi Sloveniji v zvezi s tem sklicati nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ. Najprej bi rad predstavil nekaj že znanih dejstev, in sicer v kabinetu predsednika vlade so pojasnili, da je premier komisiji KPK sporočil spremembo premoženjskega stanja, ki je nastala pri nekaterih nepremičninah in lastništvu podjetja. Med drugim je premier postal tudi 100-odstotni lastnik podjetja Star Solar, ki je registrirano za proizvodnjo električne energije. Kot je razvidno iz javnih podatkov, je bila v lanskem letu direktorica tega podjetja njegova hči, v letošnjem letu pa je direktor postal mož aktualne poslanke Svobode, gospod Miran Klanjšček, in podjetje je imelo leta 2022 256.000 evrov prihodkov in skoraj 100.000 evrov čistega dobička. Med leti 2014 in letom 2023 je od državnega operaterja Borzen to podjetje dobilo 2.150.000 evrov. V času, ko je bil Robert Golob že predsednik vlade, se pravi od junija 2022, in je bila lastnica njegova žena, je to podjetje od Borzena dobilo od nekje 230.000 evrov. V zadnjem času, se pravi od novembra lani, ko je pa bil 100% lastnik podjetja kar premier sam, je dobilo to podjetje nakazanih dobrih 14.000 evrov. Vse te stvari kaže, da predsednik vlade in Gibanja Svobode nemoteno posluje z državnimi podjetji. Kot veste, namreč je Borzen v 100% lasti države in aktualna vlada je že 4. junija, se pravi 4 dni po nastopu svoje funkcije, imenovala novi nadzorni svet. Tudi vodenje družbe je prevzela Mojca Kert, ki je bila sicer v preteklosti že tudi predsednica nadzornega sveta podjetja. Bila je pa predtem zaposlena v družbi GEN-I kot direktorica prodaje poslovnim partnerjem. Kert je bila torej zaposlena v družbi, ki jo je vodil, se pravi GEN-I-ju, ki jo je vodil aktualni premier Robert Golob. Na zadnjih parlamentarnih volitvah je bila tudi kandidatka Svobode v Mežiški dolini. Ogromno povezav, finančnih tokov in drugih dejstev, ki sprožajo utemeljene pomisleke o korupcijskih tveganjih. Zato na KNJF tveganja moramo preveriti. V Novi Sloveniji nas v prvi vrsti zanima, kako in na kakšen način se je predsednik vlade pri poslovanju Star Solarja z družbo Borzen izognil konfliktu interesov. Pod prvo nas zanima, ali gre v omenjenem primeru za kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in Borzen ne bi smel poslovati s podjetjem Star Solar. Vlada je, kot sem že omenil, na eni od prvih sej zamenjala kompletno vodstvo Borzena in nadzorni svet družbe je ključen za politiko družbe, tudi izplačevanje podpor, kako se je Golob izognil pri tem konfliktu interesov. Pod drugo, nas zanima, aktualna vlada je v preteklem obdobju številnimi odločitvami vplivala na način poslovanja družbe Borzen. Med drugim so subvencionirane projektov samooskrbe sončnih elektrarn z Ekosklada lani prenesli na Borzen. Pripravljen je že tudi javni razpis v višini 14 milijonov evrov. Septembra 2022 je vlada določila novo podporno shemo za odkup elektrike. Sredstva za to shemo so povečali na 120 milijonov evrov. Kot tretje, ključno pa je vprašanje, ali zasebni interesi predsednika vlade, dr. Roberta Goloba, vplivajo na oblikovanje prihodnje energetske politike Slovenije. Ta vlada, kot veste, namreč agresivno spodbuja uvajanje
vseh oblik obnovljivih virov, predvsem fotovoltaike. Druge energetske vire pa, tako vsaj menimo v Novi Sloveniji, zapostavljajo in tukaj imamo v mislih recimo jedrsko energijo. Najhuje pa je, da se z novim energetskim zakonom poskuša nekatere vire celo prepovedati ali močno omejiti. V mislih imam tukaj tako plin in lesno biomaso. Tako naša partnerska država, recimo največja trgovinska partnerica Nemčija, ki je zelo naklonjena obnovljivim virom energije, gre bistveno bolj počasi v te spremembe kot Slovenija. Na nujni seji komisije bo Nova Slovenija zahtevala tudi jasne odgovore na poslovanje družbe Star Solar. Ni namreč odgovorov na nekatere vprašanje novinarjev Financ, in sicer zakaj je Borzen družbi Star Solar nakazal več sredstev, kot je družba prikazala v celotnih prihodkov od prodaje. Kot drugo nas bo zanimalo, ali je Star Solar prodajal oziroma če je GEN-I kupoval elektriko od Star Solarja. In kot tretje, zakaj se je družina Golob odločila za tako komplicirano shemo odkupa, zapletena struktura, in zakaj ni listinskih dokazov in o tem v javnih listinah, se pravi o sami spremembi lastništva. Kot veste, je predsednik vlade razburil javnost trditvijo, naj bogati plačajo več davka, ker če bi imeli več denarja, bi ga tako uporabili za neumnosti. Poslovanje njegovega podjetja Star Solar ne odslikava teh vrednot. Namreč podjetje v prvih 7 letih davka sploh ni plačalo. V naslednjih letih so bili izplačeni davki minimalni kljub visokim prihodkom. Izplačevali so tudi minimalno plačo, so pa izplačevali visoke stroške storitev. Določena vprašanja torej ostajajo nespremenjena, zato bomo na sejo Komisije za nadzor javnih financ povabili tudi predsednika Goloba, da nam lahko zadeve neposredno pojasni, predvsem pa si seveda želimo, da bo premier ne samo pojasnil, ampak da bo tudi z listinskimi dokazi podkrepil te svoje besede, ker kot vemo, je dostikrat hitrejši v besedah kot v mislih. Komisija za nadzor javnih financ njej bomo predlagali v sprejem naslednje 4 sklepe, in sicer, da Komisiji za preprečevanje korupcije postopek, ki je že začet v zvezi z poslovanjem družbe Star Solar, obravnava prednostno. Po drugo, naj vlada pripravi poročilo, kako se je v smislu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije zagotovilo izogibanje nasprotju interesov predsednika vlade v razmerju do družbe Borzen. Kot tretje, tudi zelo pomembno, naj finančna uprava natančno pregleda poslovanje družbe Star Solar, predvsem postopke ustanovitve, začetek financiranja, sprememba lastniške strukture in seveda plačevanje davkov. In kot četrto, družba Borzen naj pripravi natančno poročilo o tem, koliko finančnih sredstev je bilo od leta 2010 izplačanih v okviru podpornih skem za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Toliko za enkrat, hvala. Nimam pravzaprav dodatnih vprašanj, edino morda glede prvega sklepa. KPK je že potrdila, da bo ta primer obravnavala prednostno, to vseeno stoji ta sklep. No, če bo prednost obravnavala, je to ok. Sicer mi vemo, da je že začela postopek, vendar želimo, da se to res prednostno
obravnava, ker je to morebiten vpliv premierja na odločitve in na politiko energetsko je seveda ključen za državo. Morda bi samo še potem za neko stališče, kako gledate, na začetku ste omenili, da je zastopnik oziroma direktor tega premierjevega podjetja, partner, ena od poslank Gibanja Svoboda, vidite tu morda kak konflikt interesov v tem? Glejte, veliko poslancev Gibanja Svoboda izhaja iz družbe GEN-I. To sicer ni pravno verjetno nič narobe, seveda pa se pojavljajo večje možnosti korupcijskih tveganj, če so bile te osebe že povezane in so še povezane.